SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov. En lep pozdrav v novem SBC-jevem podcastu. Tokratni intervju je namenjen pogovoru s človekom, ki že kar nekaj desetletij spremlja ekonomijo ne zgolj Slovenije, ampak sveta, ekonomsko politiko, pa tudi politiko, ki vpliva potem na ekonomijo. Ima širši uvid in v času, ko ves čas spremljamo neko spreminjanje, tako v Ameriki, kot tudi v Evropi, na Kitajskem, skratka na celotnem planetu, ko nič ni zagotovo, ko se zdi, da so se nekaj dogovorili, pa je naslednji dan Donald Trump povedal nekaj drugega, je redni profesor, dr. Mojmir Mrak, prav gotovo človek, ki ga lahko kaj vprašamo, predvsem pa je zanimivo slišati njegov uvid v tom, kaj se dogaja. En lep pozdrav. Dober dan. Hvala lepa, da ste si sredi poletja vzeli čas, a je na fakulteti bolj mirno? Ja, zdaj pa je bolj mirno, zadnji teden, pa mogoče še kakšne 14 dni, pa že, tako da, ja, je. A veste, ko sem vam pisal, če pridete, pa ste rekli, da pridete, potem sem se seveda moral pripraviti na vse skupaj, sem razmišljal, kaj človek, kot ste vi, prebira. Kje pa vi dobite vse te informacije, oziroma kaj vas zanima, da lahko vse to, kar spremljate, podkrepite s stvarmi, ki se dogajajo po svetu? Glejte, teh virov informacij je danes toliko, da je bolj problem narediti neko selekcijo tistega, kar človek na nek način zaupa, po drugi strani pa tudi, da mu da to vrstne informacije, da jih lahko potem sam kombinira v tisto, kar pač želi in kar potrebuje. Zdaj, jaz bi rekel, jasno, z tega mojega področja, jaz dnevno sledim Financial Times, ne, to ja, pa še moram narediti zelo resno selekcijo tistih stvari, ki me pa zanimajo, ne. Jasno, Financial Times ti daje dober vpogled v te, da rekem, tekoče stvari, ne, zdaj jaz ne bi govoril o teh agencijskih stvarih, ker je tega pač preveč, ne, enostavno ne gre, ne. Drugi vir, ki mi je tako bi rekel dosti blizu, tak redni vir, je Economist, ne. Jasno, to sta dva različna tipa virov, ne, pri Economistu je v bistvu, to je tedenski časopis, ne, ki tu zdaj verjetno vse objavlja dnevno, ne, ampak daje mogoče majčkeno bolj analitično analizo nekih stvari, ki so se pač dogajale. Potem pa jasno, da tiste moje stvari, ki jih bolj natančno spremljam, je pa cela vrsta inštitucij, think tankov, kaj pa jaz vem, recimo na tem področju Evropske unije, jaz redno spremljam to, kar se dogaja v Bruegelu, v Bruslju, ne, tam z njimi tudi sodelujem. Potem je pač ta European Policy Institute in tako naprej, tako da teh virov je veliko, malo tudi jasno po avtorjih. Ne, za tiste tematike, s katerimi se več ukvarjaš, tam greš mogoče bolj podrobno, kaj pa vem, recimo zdaj v zadnjem času je zelo interesantna, pa tudi bi rekel pomembna ta diskusija okrog novega večletnega finančnega okvira Evropske unije, ne, jasno, pa te stvari pa zelo podrobno spremljamo, ker jih tudi pač delamo za Slovenijo. Ne. Ja, tudi o tem bova govorila, ampak morda pod vprašanje, ne, vi ste prekaljen maček, veste, kaj ste vse že doživeli, videli, ne, ampak naprimer, da si pa podjetnik danes, da imaš srednje podjetje ali pa malo podjetje, pa si kar precej vpet v tudi ta svetovni trg, svetovno dogajanje, ja, kaj ti ostane, da sploh zjutraj, ko ostaneš, veš, kje si, kaj se dogaja? A je nor svet? Se vam zdi, da je drugačen, kot je bil? No, svet je brez diskusije bistveno drugačen, kot je bil. Ne? Ampak recimo, ne, vi ste rekel, ne, dolgoletno, da dolgo se s tem ukvarjam. Jaz mislim, eno stvar vidim, eno primerjavo začetka moje kariere pa danes, ne, se pravi, to je nazaj, kaj pa sem tam, 35 let. Takrat ko smo se pogovarjali o gospodarskih stvarih, smo te gospodarske stvari zelo tesno povezovali s političnimi stvarmi. Ne? Govorimo o tem politična tveganja, riziki, country riski. Ne? To je bilo v bistvu področje, s katerim sem jaz končno mojo kariero začel. Ne? To je bilo tam druga polovica 70-ih let. Ne? In v tistem času so bili ekonomski dogodki zelo povezani s politiko, govorim jasno na globalnem nivoju. Ne? Potem si imel pa v bistvu par desetletij, ne? Govorimo zlasti to 90-ta leta, tudi če hoče prvo desetletje tega stoletja, ko je politika zelo na nek način izstopla iz tega, kako se je biznis dogajal. Ne? Ta proces globalizacije je zelo potekal v nekih stabilnih političnih okvirih, ne? In zato tudi, ne, ko so se recimo firme selile iz enega konca na drug konc sveta, ta element političnega tveganja ni bil hudo dosti prisoten. Ne? Glavni, daleč
ali jaz bi kar rekel, dominantni dejavniki so bili ekonomski, ne, cenovni in tako naprej. Ne. To je končno cel ta selitve industrije, ki so šli iz Evrope, je na tem temeljilo. Ne. No, in to v zadnjem, bi rekel, desetletju se pa ponovno to vrača, ne, govorimo o teh geopolitičnih stvareh. Ne. Jaz namenoma tukaj govorim o zadnjem desetletju, to ni začelo se s Trumpom, ne, to se je začelo že kar nekaj. Predtem, jaz bi rekel, tam nekje okrog začetka finančne krize, ne? Ampak začelo se je v bistvu takrat, ko je svet šel iz te neke zelo enopolarne strukture, ne? Kjer je Amerika v bistvu bila dominantna tako na ekonomskem, političnem, pa če hočete vojaškem področju, v neko območje, v neko obdobje, ko se je začelo pojavljati več teh igralcev, ne? Pa je to Kitajska, pa je to Rusija, pa so to BRIC države, ne? Ta multipolarna struktura sveta je jasno pripeljala tudi do tenzij med temi velikimi, ne, in to je v bistvu pripeljalo do tega, da postajajo politični elementi, ne, ponovno zelo pomemben segment delanja, če hoče tudi biznisa. Ne. Zdaj, ali je bilo teh preteklih 20 let v času globalizacije nekaj posebnega, ne? Pa se vračamo v neko, da rečem tako, novo, ampak normalo, ne? Jaz bi kar rekel, da je temu tako, ja. Tako da bomo jasno, s tem bomo živeli tudi v prihodnje, ne? To ni neka ciklična stvar za naslednje leto, dve, ampak je to pač verjetno za naslednje, mogoče, vsaj desetletje sigurno. Ne? Ampak načeloma je pa veljalo, ne, da se politika posvetuje z ekonomisti oziroma da so ekonomisti oziroma da je ekonomija nek podporni steber politik. Danes se pa včasih zdi, da je politika tista, ki narekuje. Absolutno. Ne? Jaz mislim, da je, ne, če gledamo v bistvu to obdobje, sem rekel, teh 20 let, tam, ne, 90 leta, obdobje globalizacije, ne, takrat je bila, če hočete, glavna svetovna agenda je bila ekonomska. Ne? Zakaj? Zato, ker so bili politični odnosi relativno stabilni. Zdaj, a so bili dobri, ne, to je druga stvar, ampak so bili stabilni. Ne. To je bilo obdobje, ko je pač Sovjetska zveza razpadla, ko te vzhod-zahod tega železnega zidu ni bilo več. Ne. To je bilo obdobje, kjer je Amerika kakorkoli dominirala, ne, z vsemi plusi pa minusi tega. Ne. Ampak ne, ta politični element pri odločanju ekonomskih subjektov je bil relativno malo prisoten. Ne. Zdaj je pa to, kot smo rekli, se pač ponovno ukrepilo, ne. In jaz bi rekel, ne, da zdaj je pa dejansko ekonomija sestavni del ali pa zelo vpeta v strateške cilje, strateške odločitve posameznih držav. Ne. Samo pogledajte recimo tele stvari, ki se dogajajo s temi redkimi zemljami. Ne, če pogledate celo to stvar, ki se je dogajala z investicijami Kitajske skozi to svileno pot, ne, in tako naprej. Ne. Tako da, ja, ne, zdaj je ekonomija dosti bolj postaja, ne, inštrument za doseganje strateško-političnih ciljev. Ne. To je pa res. Ja, zdaj pa moram priti na tisto stvar, zaradi česar sem vas tudi v prvi vrsti vabil. Ne. Čakali smo, kakšen bo ta sporazum Evropske unije z Združenimi državami Amerike oziroma z Donaldom Trumpom, bom rekel, ne namenoma, ker je z njegovim prihodom nazaj v ovalno pisarno se znova vse postavilo drugače, vsaj kar se tiče skozi oči neke trgovinske fair playa, no, lahko reče trgovinskega fair playa ali pa nekih standardov, ki so veljali. Sam je takoj navil carine, seveda je bil to dober pogajalski manever in jih potem zelo premišljeno nekje sklepal te sporazume, nekje pa pustil odprte. Naprimer, Kitajska še vedno ni odprta, danes zjutraj novica, da daje Brazilcem 50% carine, kar je tudi politični spor, seveda zaradi sodnika, ker tam preganjajo njegovega zaveznika Bolsonara. Indija niso še prišli do konca 25% carine, ampak tisto, kar nas najbolj zanima v Evropi, mi smo se dogovorili in vsaj tako sporočilo Ursule von der Leyen je bilo super, je 15% je bolje kot nič, ne, ampak v resnici je to 15% več kot pred Trumpom. No, lejte, zdaj to Trumpovo pač trgovinsko politiko je treba vendarle postaviti v nek njegov širši koncept ekonomske politike, ki jo on zagovarja. Ne. Jaz se spomnim, v Financial Timesu sem bral en članek, v katerem je bilo pokazano v bistvu, kaj je on poslal, mislim, da v New York Times leta 87. Se pravi, govorimo v času, ko je bil on premičninski poslovnež in karkoli je že bil, ne, v tistem času. Ne.
In v tistem sporočilu, v tistem pismu javnem, kakorkoli je že bilo, ne, je govoril o tem, da to, kar Amerika počne, ne, na področju carin, ne, je nemogoče, ne, da preprosto ščiti svoje zaveznike vojaško, da je tudi to neupravičeno. Skratka, on je v bistvu, to hočem reči, on je že v tistem času dejansko bil prepričan, ne, ali pa imel stališče, ne, da Amerika, ne, po nepotrebnem dovoljuje drugim državam nekaj, kar ni v interesu Amerike. Ne. To je zdaj ena stvar, kar je treba razumeti, ker zdaj pa jasno on v neki drugi poziciji in lahko tisto, ampak kar je govoril on 40 let nazaj, lahko veljavi. Ne. Če se spomnite, on je že v prvem mandatu to skušal narediti. Ne. Sam prvi mandat njegov je precej drugačen kot je drugi, ne. Čisto preprosto, on je takrat, tako bi rekel, jaz nam rekel čisto nepričakovano zmago, ampak on je pač v bistvu zmagal in on ni imel neke svoje ekipe. Ne. On je takrat pač mogel naslediti oziroma neko ekipo tradicionalne republikanske stranke, ki pa to ni bila ekipa lojalistov, kot jo imamo zdaj. Ne. Zdaj ima to stvar zelo jasno. Tako da to je en vir, se pravi, on je globoko v sebi prepričan, ne, v te carine, da je to ta prava stvar. In še druga stvar, ne, on je v bistvu zelo impresioniran z ekonomsko politiko Amerike iz tam konca 19. stoletja, ne, ko je Amerika en pomemben del svojih javnih finančnih prihodkov dobivala s carinami. Ne. In zdaj si pa predstavljate, Amerika ima velik javnofinančni deficit, ne, in on vidi carine kot en pomemben del polnjenja te svoje, da rečem tako, javnoproračunskih potreb. To sta dve stvari. Ne? In zdaj jasno, na tej osnovi je on pol tudi ena od prvih stvari, ki jo je naredil, ne, je bil izrazito, kot smo videli, ne, agresiven na področju carin. Zdaj je pa že toliko časa, da se pa da že tudi neko oceno narediti. Ne? On je v bistvu s tem kakorkoli v enem pomembnem delu uspel. Ne? Zdaj, da če jaz prav razumem, je približno, ali pa že več kot 60% ameriškega uvoza pokrito z temi bilateralnimi dili, kakršnikoli že so. Ne. Se pravi, to ni 100%, ampak ne, zelo pomemben del. Ne. Tega jasno nima pokritega s Kitajsko. Ne. Jaz bi rekel, da je bila edino Kitajska, je bila jasna in odločna v trenutku, ko je on napovedal tiste carine, če se spomnite aprila, ne, kjer je v bistvu sproti ukrepi. Ne. To je edino ona naredila, pa do neke mere Kanada. Vsi drugi, ne, smo več ali manj se mečken skrili, pa rekli bomo probali v neke dile. Ne. On je pa v bistvu to, ne, s tistim ne, zamrzitvijo do 1. avgusta in tako naprej. Ne. V bistvu, če zdaj pogledamo, ne, je verjetno v osnovni meri uspel vsaj na kratek rok doseči tisto, kar je. Ne. Ker kaj je dosegel? Ne? On je dosegel s tem, da zdaj v bistvu vsi plačujemo 10 ali 15% carin. Ne. In jasno, te carine prinašajo njemu javnofinančno te prihodke, ne, po drugi strani pa ameriški uvoz, konkretno v Evropo, ne, brez carin. Ne. Tako da on je saj na kratek rok dosegel, on tipično jasno igra to vlogo, da rečem tako, v pogajalski moči, ne, tistega, ki je pač močnejši, in Evropa je kle v bistvu ocenila, da saj na kratek rok si ne more privoščiti tega, kar si Kitajci lahko privoščijo, ne, in so se tudi pripravljeni. Ne. Kitajci so pripravljeni tudi na trgovinsko vojno, ne da bi si jo želeli, ampak so pripravljeni. Ne. V Evropi, kot vidimo, saj se meni stvari ne moramo zmeniti, ne, saj je bilo še zdaj pred tem dilom, ne, so bile popolnoma različne stališča. Ne. Nemčija je bila do pred par dni pred tem, ne, da je... Bi se samo v avtomobilski industriji to hočem reči, ne. Evropska unija nima kle nekega stališča in zdaj jasno, če imaš ti ključne države, ki imajo različna stališča, potem je ta skupni imenovalec dost nizek, ne, to je Trump pač vedel in je pač uspel doseči saj na kratek rok del, ki je po mojem za njega dost dober. Ne. No in zdaj pod vprašanje. Vse veliko stvari je nejasnih. Ne. Ja. Pa govorim samo izključno o carinskih stopnjah. Ne. Je pa treba zelo jasno reči, to, kar je doseženo, ne, kar je bilo zdaj dogovorjeno, ne, to nič ne pomeni, da bo to veljalo del kot, ne vem, par mesecev, ne, ker imaš en kupen izjem, pa bodo tiste izjeme noter prišle, ne, pa ne, kaj bo s farmacijo, kaj bo z letalsko in tako naprej, ne.
In jaz mislim, s tem, ko je Evropa zdaj, da rečem tako, malo klecljna, jaz mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bo šel Trump z novimi zahtevami na novih področjih. No, to sem vas zdaj želel vprašati, ker če smo se, ali pa se je del Evrope, tudi evropskih politikov, tako zadovoljno smejal, ko je Trump kar pometal na predsedniških volitvah, češ poglejte, kaj pomeni močan voditelj, vendarle smo Evropejci in tokrat si moramo priznati, da to je bil v bistvu res velik poraz znova, Evrope kot Evropske unije v primerjavi z, recimo temu, ekonomskimi tekmeci na svetu. Kitajci vidiva, kako je, tam sploh še ni nič dorečeno, pa tudi vemo, kakšen odnos je Kitajske do Evropske unije, potem imamo pa tukaj Ameriko. A si lahko priznamo, da v resnici to, kar ste na koncu rekli, to pelje v še večjo odvisnost od Amerike in v bistvu še manjšo vlogo Evropske unije? Evropska unija danes v pogajanjih z Ameriko žal ni enakopraven ekonomski partner, namenoma ne rečem sam trgovinski partner, ker Evropska unija ima na mizi inštrumente, s katerim bi lahko zelo prizadela ameriško stran, je pa res, da bi bilo v takem primeru realno pričakovati kontraukrepe, da smo zelo recimo jasni, kaj kle mislim. Storitve. Na področju storitev ima Evropska unija ima Amerika velik suficit z Evropsko unijo, in ta suficit je približno tak, kot je naš blagovni deficit, oziroma kot je naš blagovni suficit z Ameriko. Se pravi, če smo kle zdaj sprejeli, da se ta blagovna menjava uravnoteži, bi bilo lahko neka logična varianta, da se uravnoteži tudi stvar na področju storitev. Samo to pomeni, da bi ti uvedel restrikcije na področju storitev, to so pa predvsem storitve na področju IT-ja, na področju teh tehnoloških stvari. Samo kolikor bi to uvedel, verjetno je prevladala ocena, da bi lahko se potem kakšen internet ugasnil, da bi se mi preprosto nimamo zdaj alternative za to, mi bi lahko te ukrepe uvedli, ampak kaj bo pol kontraukrep in kako bomo na njega reagirali. Tako da Evropa je malo podobno, kot je bila od Rusije odvisna od energentov, je od Amerike odvisna na eni strani od teh IT storitev danes, in po drugi strani odvisna tudi na področju obrambe. Tako da pri Evropi je en ključen problem, da na kratek rok ne more z Ameriko, da rečem tako, se pogajati kot enakopravni partner. Žal ni. Zdaj jaz mislim, da ključno za Evropo bo, ali bo uspela vzpostaviti neko pot, da bo to čez čas pa temu tako. A bo kle, bi rekel, političen apetit za te stvari, bomo pa videli. Lahko pod vprašanje postavim na to neenakovrednost v tem trenutku. Zelo veliko zdaj govorimo seveda o vlaganjih ali pa kar v obratu ekonomskem v Evropi, v orožarsko industrijo, to je zdaj neka ta naša nova priložnost, nam rečejo, po drugi strani pa kar nuja, sploh glede na to, kaj je pač na mizo znova vrgel Donald Trump, 5% do leta 2035. Tukaj so se Nemci hitro prepoznali, rekli so, v redu, lahko s tem zaženemo naše gospodarstvo, tudi v tem tednu berem, da sploh ni problema, ko gre za denar pa za vlaganja v to orožarsko industrijo. Vsi ostali, tukaj nismo tako veliki, ampak moje vprašanje je zdaj, v zadnjem primeru znova, kupujemo orožje naprimer od Američanov, to je bilo še pred tem dogovorom, zato da ga bomo poslali v Ukrajini. Ne samo, da bomo več prispevali v NATO, že zdaj je jasno, da bomo ta denar zapravljali v Ameriki. Je to še en tak dokaz, da smo znova pokleknili? Glejte, zdaj, če pogledamo, jaz mislim, da so se v odnosu med Ameriko in Evropo, zdaj namenoma ne govorim z Evropsko unijo, ker nekje je mogoče da malo stvar majčkeno širša, dejansko na treh področjih v zadnjih parih mesecih zgodile stvari, ki niso ravno zelo dobre za Evropo. Ena stvar je dejansko na področju tole carin, to je bilo zdaj prejšnji teden. Druga stvar je NATO, 5%. To je zdaj, če se spomnite, če bi mi začeli o 5% eno leto nazaj govoriti, bi vsi mislili, da je to neki. Zdaj vprašanje, kako se bo ta stvar dejansko realizirala. Ampak NATO je ena stvar, kjer je v bistvu Trump dosegel tisto, kar je želel, zelo hiter. Druga stvar je
tale trgovinski sporazum, zdaj prejšnji teden, in tretja stvar je dejansko ta odnos do Ukrajine, kjer so Američani v bistvu omejili dobavo orožja, so rekli, se mi bodo orožje dobavljali, sem ga Evropa dobaja, ker pa ga nima, ga boste pa kupovali od nas, oziroma se ga lahko date svojega, če ga imate, sem ga nimate, tako da je, na 3 frontah je v bistvu, Evropa bila zdajle v situaciji, ko je morala sprejeti nekaj, kar ni bilo v njenem, bi rekel tako, dolgoročnem interesu, ampak na kratek rok druge alternative verjetno tudi ni bilo. Zdaj, Evropa pa očitno, glede na to, da je institucionalno to struktura 27 držav, bi zelo težko sprejela nekaj, da bomo, kaj pa jaz vem, recimo na 2-3 leta, zelo morali, da rečem tako, potrpeti, da bo potem boljše. Spomnite se, Kitajci, kaj so naredili. Oni so v bistvu zaprli določene te IT-ovske stvari od Američanov, jih s časoma razvili in danes so neodvisni. Evropa očitno tega, tudi zaradi svoje institucionalne strukture, po mojem, ni v stanju narediti. To, kar ste pa prej za vojsko vprašal, mene kle skrbi to, da vsi se strinjamo s tem, da mora Evropa se bolj postaviti na svoje lastne, pa ne govorim samo obrambne, varnostne zahteve, ampak imaš občutek, da to ne počnemo kot Evropa, ampak počnemo kot posamezne države v Evropi. Zdaj, Nemčija ste omenili. Nemčija je šla zdaj v en velik program. Zdaj, to je vse v redu, dokler govorimo o varnosti v odnosu Evrope do tretjih držav. Verjetno je tukaj predvsem Rusija tista. Jaz si ne bi želel, da bi ta orožarska industrija imela čez čas neke potencialne posledice na odnose med državami Evropske unije. Kar nas uči zgodovina uči, zato to hočem reči. Druga stvar, pred dnevi so se Francozi in Angleži bilateralno dogovorili zopet za neko to nuklearno, kar je v redu, to sta 2 državi, to sta članice varnostnega sveta, ampak dogovorile so se bilateralno, ne da rečem tako evropsko. Tako da vidimo, da se stvari dogajajo ne na nivoju evropskega povezovanja Unije, to na področju evropskega povezovanja je bolj, rekel tako, public relations, ali tiste stvari, ki se pa resno dogajajo, se pa na žalost dogajajo na ta način, ki sem tukaj rekel. In zdaj jasno, to pa pomeni, jaz mislim, globalno za Evropo ne ravno dobro spričevalo, ker Evropa je sestavljena, tukaj bom kar citiral enega od nekdanjih belgijskih premierjev, ki je rekel, da Evropa je sestavljena iz majhnih držav. Iz majhnih in tistih, ki še ne vejo, da so majhne. Se pravi, 2 skupine držav so, vse so majhne. Tudi Nemčija je globalno majhna, da smo si na jasnem. In ideja jasno tega je, da kolikor bo Evropa želela biti subjekt na mednarodnem področju, ne izključno gospodarski, ampak tudi varnostni in političen, potem bo morala delovati kot celota. Če ne, pač ne bo. Tudi Nemčija ne bo sama partner temu. Druga stvar je pa, da bo Nemčija lahko zelo močna potem na teritoriju Evropske unije. Ne zgolj gospodarstvo, ampak vojaško. Če so zdaj začele nekje v Ameriki, skočile v Evropo, kaj če drugega, kot da skočiva še v Slovenijo. Ta izvoz, naprimer v Ameriko, je iz Slovenije vendarle 2,5%, se mi zdi, ampak če ga pa pomnožimo z vsem izvozom Evropske unije v Ameriko, smo mi tudi zelo, zelo odvisni, naprimer od takšnih dilov, ki to niso ali pa ki so v škodo nam. Kaj je to, kar se je zdaj zgodilo, naprimer s tem podpisom, in res je, sploh niso še definirali točno, kaj se bo zgodilo, ampak vendarle je jasno, kam to gre, koliko to vpliva na slovensko gospodarstvo. Slovensko gospodarstvo, verjetno se to preverja tudi pri tistih, ki se temi stvarmi večkrat bolj natančno ukvarjajo. Slovenija ima vendarle relativno malo te trgovine s tem. Jasno, za Slovenijo je to predvsem pomembno posredno skozi dobaviteljske verige v teh pač glavnih. Je pa ena stvar, kjer je zaenkrat ta dogovor dost, da rečem tako, benevolenten, to je področje farmacije. Tam se lahko stvar, tam jaz ne bi izključil, da se bo ta stvar čez čas zaostrila in tam bi le potem pa verjetno to vrstne stvari pa lahko precej bolj negativne tudi za nas. Tako da jaz se ne
ne bi upal zdaj dati neke ocene. Ne, jaz bi tako rekel, ocena tega, kar je zdaj bilo dogovorjeno, ni za Slovenijo nekako izrazito negativna, saj ne na kratek rok. Ampak ne, ta deal ni deal, ki je deal za naslednjih 10 let. Ne. To je neko začasno, jaz sem nekje to čital, da je to neko premirje, ki pa ni zaključek, ki bo determiniral odnose med Evropsko unijo in Ameriko v naslednjih, da rečem tako, 10 letih. Tule bojo še spremembe in po mojem bojo te spremembe lahko prišle zelo hitro. Veste, če ti v bistvu greš na nek deal, ki si ga dosegel z nekom, ki je bil v tistem trenutku očitno smatral, da je toliko močnejši poziciji. To vemo, to je približno tako, kot izsiljujejo otroke v šolah. Če ti vidiš, da si enkrat to dosegel, zakaj ne bi pol jutri šel en korak naprej. In jaz mislim, da bo Trump šel korak naprej, zdaj kdaj, koliko hiter in na katerem področju, bomo pa videli. Dokler si ti kolikor toliko neenakopravni pogajalski poziciji, jaz mislim, da bi mogla Evropska unija zdajle 300 na uro delati na tem, da bi postala na tem, da rečem tako, varnostnem področju, infrastrukturnem področju, ne govorim o teh raznih cloudih in tako naprej. Dokler ne bo kle bistveno bolj neodvisna, jaz mislim, da se ne bo upala sprejeti nekih bolj ostrih ukrepov proti Ameriki. No, glede na to, da že dolgo časa spremljate, da sodelujete z Brusljem, prej ste rekli, ko so govorila še preden smo prižgali mikrofone, predavate na Dunaju, skratka ste vpet v evropsko dogajanje, a imate kaj upanja v to, kar ste zdaj rekli, da dejansko bomo 300 na uro začeli delati? V tem studiu smo takrat govorili o Draghijevem poročilu, to je bilo neko zadnje kot nek zadnji zvonček, preden se vdamo, če ne bomo nič naredili, ampak iskreno se mi res zdi, pa sem tudi to prebiral, da nismo nič naredili od takrat. Lejte, jaz mislim, da je Evropska unija žal, rekli smo že prej, da institucionalno to je združba 27 suverenih držav, ki na celi vrsti področji, na katerih bi bilo treba danes imeti skupne odločitve, so v pristojnosti držav članic. Se pravi, države članice se bodo morale odločiti, da bodo to vrstne ali pa nekaj od teh stvari dale na višji nivo. Jaz moram reči, da te pripravljenosti danes ne vidim. Žal Evropska unija sprejema zoprne, težke odločitve, takrat, ko ji voda teče v grlo. In recimo en tak tipičen primer je bila evrokriza. Pa bom tudi povedal, zakaj jo navajam zdaj v kontekstu tudi tega, kar ste vprašali. Evrokriza je bila v bistvu situacija, kjer je bilo jasno, da vkolikor se nekaj ne naredi z Grčijo čez vikend, gre Grčija v stečaj. In takrat se ni vedel, kaj bi ta stečaj pomenil za eno od članic evrocone in tako naprej. Enostavno se je bilo strah. In takrat se je pol najdla preko vikenda rešitev, pa ECB, pa levo, desno, in mi smo tisto stvar relativno dobro preveslali. Ampak mi smo morali biti prisiljeni, da rečem tako, da to naredimo. Zdaj imamo pa en drug problem, za katerega se vsi strinjamo, da je problem, pa pustimo zdaj tale varnostni problem, pa se pogovarjamo o konkurenčnosti. Vsi se strinjamo, da je to problem, številke ga potrjujejo, in tudi vsi se strinjajo, da je treba kle nekaj narediti, pa Kitajska in tako naprej. Draghijevo poročilo, jaz bi tako rekel, Draghijevo poročilo je na nek način sistematiziralo to, kar smo precej vedeli. To se je vedeli. Mogoče je malo drugače to Draghijevo poročilo bilo koristno v tem, da je dalo tudi malo, kaj je potrebno za narediti. In jaz mislim, da sta kle dve ključni stvari. Eno so finance in drugo je način odločanja. Zdaj, kaj, ko govorimo o načinu odločanja, gledajte, ko govoriš o konkurenčnosti, kdo odloča o konkurenčnosti na nivoju Evropske unije? Jaz ne govorim zdaj o predsednik držav in vlad, ampak govorim o tem glavnem organu, ki je organ sveta ministrov. Ko je bila evrokriza, je bilo to jasno, to je ECOFIN. In za tisto mizo so bili ljudje, ki so o tem lahko odločili. Ko se pogovarjamo o konkurenčnosti, katera miza je to? A so to ministri za gospodarstvo? A so to ministri za transport? A so to ministri za raziskave in razvoj? Mi imamo v bistvu silose, ki se vsi dotikajo konkurenčnosti. In zdaj jasno, če imaš ti toliko odločevalcev, nimaš nobenega odločevalca. Jaz že en čas govorim, da bi Evropska unija morala imeti organ, enovit organ, ki bo odločal o ključnih stvari vezanih na konkurenčnost. Vkolikor tega ne bo odločitev. In neodločitev dejansko pomeni odločitev danes. To, kar ste vi rekel, če mi te odločitve ne bomo sprejeli, čez 5 let ne bo več kaj odločati.
Ne? In to jaz mislim, da je na področju konkurenčnosti ključen problem. Ne? Pri denarju bi se mogoče še lahko zmenili, ne? Ampak odločanje je pa takšno, kot je. Žal imamo tudi, jaz mislim, da Evropska unija danes nima nekih liderjev tipa, kot smo jih imeli mogoče desetletja nazaj, če se spomnite tisto obdobje, takrat konec 80-ih let, vodja komisije Delors, pa si imel na drugi strani, pa si imel potem v Franciji Mitterranda, v Nemčiji Kohla, ne, in so pol, ne, tudi različne politične, in so v bistvu bili politično sposobni narediti nekaj, ne. Danes tovrstnega vodstva nimaš, ne. Macron je praktično ne veš, ne, v kakšni politični situaciji, ne, dobro, v Nemčiji imamo zdaj končno novo vodstvo, ne, ampak ne, mi nimamo takega vodstva, pa tudi objektivno so države danes, kot vidite, ne, od cele vrste stvari razdeljene, ne. Evropska unija ne more sprejeti resnega stališča do nekega zunanje političnega področja, do Ukrajine. Zdaj do Bližnjega vzhoda, tole spremljamo glede Palestine. Ne? O nobeni stvari nimamo skupnega stališča in zdaj jasno, če ti nimaš skupnega stališča, potem tudi svetovni partnerji, Kitajci, Američani, ne? Zakaj pač moramo spraševati Evropsko unijo, kakšno pa je njihovo stališče? Ne? Ni ga, ne? O Kitajcih skoraj da niso še nič rekla. Ne? Američani oziroma Združene države Amerike, Trump delajo to zato, kar počnejo, da naredijo Ameriko spet veliko, ne? Make America Great Again, oziroma da ostane prva. Tukaj Kitajci se zdi, da so se od začetka Trumpovega mandata kar malce potegnili nazaj. Ni jih veliko slišati. Ne? Kaj to kaže? A je to ta pripravljenost, oni se pripravljajo, da ko bodo na vrsti, ne, niso še na vrsti, se mi zdi, to je lahko zdaj res čisto moje mnenje, ampak vendarle po Ukrajini, po teh carinah pride na vrsto glavna tekma in to je ta med Kitajsko in Ameriko. A bo to Kaj, če bo? taka tekma? Bo. Po mojem mnenju bo. Ne. Jaz In mislim, kaj ta prinaša? Ja, lejte, kaj zdaj ta prinaša, je težko reči, ne, ampak definitivno tudi jaz mislim, da Trumpov glavni, da rečem tako, konkurent je Kitajska. Ne? In on vse druge stvari, po mojem mnenju, gleda v kontekstu bodočnosti s Kitajsko. Ne? Tudi odnos do Rusije. Ne? Če se spomnite, on je najavljal, da bo rešil Ukrajino v enem tednu ali pa kakorkoli, ali celo v enem dnevu. Ne? Ampak zakaj je on hotel Ukrajino rešiti? Problem vojne v Ukrajini. Ne? Jaz mislim, da je on hotel problem vojne v Ukrajini hitro rešiti zato, da bi na ta način v bistvu, ne s tem, ko je bilo konec vojne, bi tudi Rusija se ponovno lahko začela gospodarsko, da rečem tako, krepiti, ne? Sankcij ne bi bilo več. Ne? Ne bi bilo tako. Rusija je danes, ne, v tem bilateralnem odnosu do Kitajske inferioren partner. Ne? In zdaj jasno, če bi Trump omogočil Rusiji bolj samostojno, ne, bi s tem, ne, objektivno slabil Kitajsko. Ne pozabi, da odnosi med Rusijo in Kitajsko v nekih normalnih odnosih niso ravno zgledni. Te 7000 km, mislim, da je 7000 km meje tam dol po Sibiriji, ne, ni tako, bi rekel, idiličnih. Ne. Zato v bistvu, ne, je bilo Trumpu zelo v interesu, ne, nam rekel, slabiti Kitajsko, ampak ne ji omogočati jačanje na račun Rusije. In zdaj jasno, ne, eventualno konec te vojne, jaz mislim, da bi bil Trump takrat pripravljen tudi v kontekstu, da Rusija dobi močen vpliv v Evropi. Ne. Tako da, ne, Evropa je v Trumpovi, bi rekel, šahovnici relativno manj pomembna, kot je bila recimo desetletja nazaj. Je to dobro, slabo, to je druga stvar. Ne? To je zdaj ena stvar. Druga stvar, ne, Kitajci v bistvu sistematično jačajo svojo prisotnost povsod po svetu. Ne? To je cela vrsta indikacij, ki to kaže. Ne? Jaz sem dal samo dve, tako da so tako zelo ilustrativni. Ne? Kitajci sistematično kupujejo pristanišča po svetu. Ne? Kitajci so delničarji v Evropi, mislim, da v 14 pristaniščih, ne govorimo o večinskih, ampak oni sistematično kupujejo. Ne? In kaj so počeli? Ne? Poleg tega, da kupujejo luke, sistematično financirajo transportne povezave iz luk v notranjost kontinentov. Ne? Zakaj? Ne zato, da se bojo ljudje vozili, ne? Ampak predvsem zato, da pridejo do dostopa do tistega, kar tam je. Ne? Zdaj še to, če pogledamo, ne, drug segment, se pravi investicije v infrastrukturo, ne, v zadnjih 10 letih, pa 5-6 letih so pa izrazito povečali investicije v te tako imenovane redke zemlje. Ne?
Če pogledate vi recimo Latinsko Ameriko, Latinska Amerika ni bila področje direktnih tujih investicij 10 let nazaj za Kitajce. Ne? Danes so Kitajci, mislim, da glavni investitorji v Argentini, v Braziliji, ne, na teh področjih. Ne. Kitajska danes kontrolira preko 80% predelave teh redkih kovin, ne, mislim, da 20 teh redkih kovin, brez katere, ne vem, cele vrste proizvodnj ni. Ne. Jaz mislim, da je Kitajci imajo, ne, v pogajanjih z Trumpom zdajle, ne, na tem področju, ne, bistveno močnejšo karto, kot so same carinske stopnje. Ne. Ne. Če se spomnite, ko je Trump uvedel te carine, ne, so oni sam rekli, veste kaj, bomo pa mi mečkim bolj počasi izvažali tele stvari, pa malo naredili eno selekcijo. Ne. Zelo hitro se je Trump. Ne. Oni so dejansko resen partner. Ne, tam. Zdaj jasno, tle je zmeri ta problem tudi, oziroma vprašanje Tajvana. Ne. Ne, Kitajci so se od začetka vojne v Ukrajini, ne, začeli zelo sistematično pripravljati na to, da kaj bi se zgodilo v primeru, ne, neke tajvanske krize. Ne govorimo o vojni, ne, ampak tajvanske krize. Ne. Ena stvar je jasna. Ne, za razliko od sankcij v Rusiji, za Rusijo, ne, bi bile sankcije do Kitajske popolnoma neučinkovite. Ne. Kitajska je danes glavni trgovinski partner preko 80 držav. Ne. Druga stvar, Kitajska je danes glavni kreditor velikega števila držav, ne hočem reči številke, ker nisem prepričan, ampak govorimo o verjetno 50-60 državah, ne, v deželah v razvoju in tako naprej. Ne. Kitajska je vzpostavila svoj SWIFT. Plačilni sistemi danes nimaš ti več možnosti blokirati Kitajske na ta način. Ne. Kitajski juan se kot plačilna valuta, ne kot rezervna valuta, danes uporablja približno toliko kot dolar. Ne. Če pri nazaj pogleda 10 let, ne, gre delež juana takole gor. Ne. Ni pa zaenkrat juan uporabljan kot rezervna valuta, ne, zato ker tega zaenkrat Kitajci nočejo. Ne. Zato, da neka valuta postane rezervna valuta, sta potrebna dva dejavnika. Eno je, da mora biti ekonomija velika, ne, to Kitajska nedvomno je, ampak druga stvar je, ta valuta mora biti polno konvertibilna. Ne. To pa kitajska valuta ni, ker je Kitajci ne želijo, ker želijo še vedno, ne, v bistvu devizni tečaj, da rečem tako, uporabljati v kontekstu svoje ekonomske politike. Ne. Tako da, ne, tudi ta element, mi se o tem zaenkrat nismo pogovarjali, govorimo se izključno o trgovinskih stvareh, ampak ti lahko, ne, jaz mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bodo te trgovinske stvari se prelevile tudi v valutne vplive. No, to sem pa kar želel vprašati, ko ste sami prinesli na plano kitajski denar, yuan. A je možnost, da ne vem, v naslednjih 10 letih vendarle postane močnejši, kot je dolar? Tukaj imamo morda še države BRICS-a, ne, kjer se pogovarjajo, da vendarle je treba ta svet spremeniti, da ne more biti pač samo Amerika, ampak da sta pač vsaj dva pola, če ne več. Ne. In tam je ta debata o drugi valuti, ki bi bila enakovredna, bila sprožena. No, niso prišli daleč, ampak vendarle zato je na planu vprašanje, ne, danes reči dolar ne bo več najmočnejša valuta, čez 2 leti je seveda malce hecno, ampak na dolgi rok pa verjetno. Absolutno, jaz mislim, da to mogoče najprej komentar na ta predlog, mislim, da so Brazilci bili tisti, ki so govorili o tem valuti BRICS-a. Lejte, BRICS države, cel ta kontekst, ne, je nastal nekje 15-20 let nazaj, ne, v kontekstu, njihova skupna točka je bila proti Zahodu, ne, se pravi neko oponiranje Zahodu. Ne. Ampak to je tudi edina resna skupna točka, ki je bila. Ne. Oni so probali formirati celo vrsto inštitucij, se spomnite, imaš banko BRICS držav, ne, a ta banka ne počne. Ne. Zakaj? Zaradi tega, ker veste, ko oni morajo pa formirati neke skupne stališča, ki so ne samo stališča proti nekomu, ampak tudi kaj oni se skupaj zavzemajo, tukaj imajo pa precej problemov. Ne. To ni neka homogena družina. Recimo ena Indija, ne, ima zelo različna stališča kot Kitajska. Ne. In to se je recimo zelo jasno videlo, ne, ko je te BRICS države, to je bila v bistvu, ne, da rečem, neka združba 5 držav dolga leta, nam rekel desetletja, ne, ampak več kot desetletje. Ne. V zadnjem času se je BRICS razširil. Ne. Ampak kdo je bil pobudnik širitve BRICS-a? Kitajci. Ne. S kom se je razširil?
Razširil se je s tistimi državami, ki so bile, da rečem tako, nam rekel, pro-kitajske, ne. Ampak da vam dam samo en primer, ne. Noter sta zdaj Savdska Arabija, Iran, ne. Kdo je posadil te dve državi za mizo, ne? Po 30 letih, ko je bila Amerika, da rečem tako, glavni na Bližnjem vzhodu, jim to ni uspelo, ne. Kitajci so jih spravili za mizo, ne. Zdaj sta oba v BRICS-u. To vam hočem reči, ne. Kitajska v bistvu postaja nek lider BRIC držav, ne, in to vsem v BRIC-u ni všeč, ne, zlasti kle hočem reči Indija, ne. Tako da, ne, oni se zelo težko zmenijo o kakšnih, tu zdajle, zadnji vrh, ne, kot vidite, pol liderjev jih ni bilo, ne. To kaže na neki, da so notranje, da rečem tako, različne pozicije, ne. Zelo različne pozicije so recimo v odnosu do Trumpa, ne, do te carinske zgodbe, nekateri bi bili bolj ostri, drugi manj ostri, ne. Tako da, jaz mislim, da to o kakšni valuti BRIC držav je po mojem vsaj za čas nerealno v tejle politični konstelaciji, ne. Jaz mislim, da je dosti bolj realna konstelacija to, da gremo v nek svet dveh velikih valut, ne. Pa tudi to je stvar za naslednjo, recimo, ne leta, ampak za naslednjih recimo 10, 15, mogoče 20 let, ne. Tako da ja, juan se bo kle po mojem mnenju profiliral v to. Kdaj bo juan začel igrati tudi vlogo mednarodne rezervne valute, je stvar njihove presoje, po mojem, tudi v odnosih v Amerike, to, kar sem že prej rekel, ne. Amerika bo pa na vsak način, ne, to pa zdaj se nisem pogovarjala, ne, Amerika bo pa na vsak način branila, da dolar ostane svetovna valuta, ne več edina svetovna valuta, ne, ker zdaj dejansko je dominantna, ampak, ne, Amerika bo tolerirala, da se formira kle še drugi pol juana, ampak bo hotela pa, da v bistvu tisti, ki so da rečem tako, v njeni interesni sferi ostanejo pod dolarjem, ne. In to zdaj že vidite, recimo tudi tele trade deali, tele trgovinski deali grejo v tej smeri, ne. Treba je prebrati mogoče tisti prispevek, ki ga je napisal ta njegov glavni ekonomski svetovalec, mislim, da je bilo to decembra lani, se pravi že po volitvah, ne. Ampak preden je prevzel, govore o tako imenovanem Mar-a-Lago dokumentu, ki daje malo filozofijo tega, kako Amerika to vidi, ne, širše kot samo trgovinsko, ne. Širše kot trgovinsko, oni izhajajo, ta koncept izhaja iz tega, da je Amerika dejansko zdaj desetletja zagotavljala svetu dve svetovni javni dobrini. Varnost in valuto. In stališče je, da Amerika za to, kar je to nudila svetu, ni bila adekvatno kompenzirana, plačana, ne. In zdaj jasno, to je treba spremeniti, ne. Svet se spreminja, zdaj so Kitajci, mi nismo več edini, to sprejmemo, ne. Ampak tisti, ki bojo hoteli dolar koristiti, ne, bodo morali pač, tako zelo poenostavil, igrati po naših notah, ne. Da lahko pol tudi natančneje malo povem, kaj to pomeni, ne. V tem kontekstu zaenkrat do začetka realizacije tega postopka ni prišlo, ne, ker bi bilo lahko kar precej odpora tudi na finančnih trgih in tako naprej, ne. Ampak ta zgodba, ne, Trumpova ni izključno valutna, to hočem reči, ni izključno carinska, ne. Ja, se lahko o teh notah govorite, zato ker bi sam potem dodal, ne, če sva zdaj kitajsko valuto obdelala, pa o ameriški ves čas govoriva v Evropi, se zdaj pripravljamo, da vzamemo, se mi zdi, da Bolgarijo, ne, v ta evroobmočje, ne, mi imamo to neko tiho idejo, oziroma ne, saj je glasna ideja, samo zelo počasi gre, ne, širitve Evropske unije, vendarle smo ugotovili, da potrebujemo države vsaj na Balkanu, ne, pa če ne še kje, potem ta ideja skupne valute, ne, gre tudi zelo počasi, ne. Potem, da govoriva o odprte meje, to je bila pa taka zelo PR-ovska, jaz rečem, ko si končno po tistih zaprtih mejah lahko šel, kamor si želel, tudi pada, ker glede na to, kje vse danes vendarle stojijo na meji policisti, ne, se je Schengen, ampak ni pa tako, kot smo ga želeli. Se mi zdi, kot da mi zdaj opazujemo res Ameriko, pa Kitajsko, kaj se bo zgodilo, vemo, kam bomo šli. Zato mogoče pod vprašanje. Eden od ekonomistov z vaše fakultete, ekonomske fakultete, enkrat dejal, Slovenija je premajhna, da bi se kamorkoli pozicionirali, medtem ko je pa prejšnji teden tudi v tem studiu pa nekdanji predsednik vlade, danes pa dekan fakultete pravne dejal, poglejte, mi smo del Evropske unije in mi smo se že pozicionirali, ne? Tako da tukaj zdaj verjetno tudi nimamo veliko manevrskega prostora.
Ne, jaz mislim, da prav hudo. Za nas, jaz bi rekel, za Slovenijo je ključnega pomena, da Evropska unija čim bolj je preživi tele stvari in se, jasno, zdaj bi rekel, ne, čim bolje prilagodi novi svetovni realnosti. Ali se bo uspela ali ne, jaz ne bi se upal zdajle trditi. Upam, da se bo. Ker če se bo, bomo tudi mi ostali sestavni del tega skupnega evropskega trga. Ne. Mislim, da je zelo primerno klele, ravno ker smo v klubu, ne, podjetnikov, reči eno stvar. Ne. Mi smatramo, in to pa jaz vidim, tudi dosti se pogovarjam z gospodarstvom, mi smatramo, da je skupni trg nekaj danega. Ne. In tudi na tem skupnem trgu, ne, prodamo in je to nekaj, ne, kar je normalno. Ne. Glejte, kolikor bi prišlo do nekih resnih problemov v Evropski uniji, ne, tudi skupni trg ne bi več funkcioniral. Ne. Jaz mislim, da ni treba iti hudo daleč nazaj, da smo videli, kako je se začel že lomiti neposredno po izbruhu COVID krize. Ne. Tako da ni dan, to hočem reči. Mi bomo mogli veliko vložiti, da bo Evropska unija ostala vsaj na taki kondiciji, kot je. Ne. To se mi zdi zelo pomembno. Ne. In mi to smatramo kot samoumevno. Ni samoumevno. Ne. Tako da, ne, jaz upam, da bomo do tega, da bo toliko politične, da rečem, zrelosti, da bomo v to šli, ne, ampak garancije pa ni. Ne. Zdaj jaz mislim, da ni treba dosti razlagati, če recimo pride do nekih resnih problemov na skupnem trgu, ti pa izvažaš 80% vsega, da bi to za Slovenijo pomenilo, ne, hude, resne, čist, če hočete, preživetvene probleme. Ne. Zdaj, to je kar se tega tiče. Ne. A lahko morda, zdaj, ko smo pri slovenskem gospodarstvu, še tukaj malce kakšno stvar vprašam. Smo pred volitvami, lahko že kar tako rečem. Zdaj so počitnice, potem pa smo že v tisti zadnji, jaz rečem, četrtini vladajoče garniture, ki je zdaj na oblasti. Vi kot ekonomist, ki spremljate tudi ta odpornost slovenskega gospodarstva na vse te zadeve v tujini, a se vam zdi, da je slovensko gospodarstvo v dobri kondiciji? Slovensko gospodarstvo je, jaz bi rekel, še zmeraj v relativno dobri kondiciji, ne, ampak je v relativno dobri kondiciji tudi zato, ker Evropska unija in skupni trg še vedno relativno solidno funkcionira. Ne. To, ko pravim, da je v solidni kondiciji, ne pomeni, da je situacija dobra povsod. Ne. Mi imamo relativno solidne javne finance, ne. Pa ne me narobe razumeti, imamo relativno solidne javne finance zaradi tega, ne, ker je bila rast v zadnjih letih relativno solidna, prihodki so se povečevali, ne, ampak mi imamo v tejle situaciji ob taki rasti še vedno precejšen deficit. Ne. Tako da mi v bistvu, predstavljajte si, da bi zdaj prišlo do neke resne krize, odhodke imaš klele gor, prihodki bi šli dol, ne, bi se ti naši deficiti zelo povečali. Tako da mi imamo relativno solidno fiskalno situacijo ob normalnem, da rečem tako, delovanju. Ne. Smo pa po mojem zelo občutljivi, če bi prišlo do neke krize. Ne. Takrat bi prišlo do velikega problema. Imamo pa en resen problem, je pa problem konkurenčnosti. Ne. Tle pa jaz mislim, da smo pa v zadnjih 5 letih precej izgubili, zlasti od covida nekako naprej. Ne, in tle imam jaz tudi, moram reči, tudi največjo zamero do obstoječe vlade. Ne. Ta obstoječa vlada, po mojem mnenju, ni uspela vzpostaviti nekega resnega dialoga z gospodarstvom. Ne. Jaz ne rečem, sestanki z gospodarstvom so vedno bili, ne, ampak dialoga. Ne, ni bil partner v gospodarstvu. Ne. In to je po mojem slabo. Ne. Verjetno to izvira iz tega, da je ta vlada čisto politično, kako je nastala in kdo so njeni sestavni deli, je nažalost zelo delitveno usmerjena. Ne. Se pravi, imamo nek kolač, ki ga je treba prerazdeliti. Ne. In mi to zdaj veselo prerazdeljujemo. Ne. Mejn je pa, bi rekel, želje interesa po povečanju tega kolača. Ne. Se pravi, ne. Zdaj za povečanje tega kolača je pa v Sloveniji zelo jasno. Tega ne bo, če ne bomo povečali konkurenčnost. Mi imamo v bistvu zaposlenost, ne, polno zaposlenost, ne, se pravi, s temi ljudmi, ki jih imamo, ne moramo dodati, mislim, lahko nekaj zaposliš, ne, ampak v bistvu bojo morali te, ki delajo, delati bolj, da rečem, večjo dodano vrednost. Ne. To pa pomeni povečanje konkurenčnosti. Ne. In kle pa jaz mislim, da v bistvu
ta vlada ni ravno bila zelo kooperativna. Cela vrsta stvari je bila, ki je bila preprosto neumnih. Ne. Spomnimo se tiste stvari na področju administrativnih ukrepov, pa beleženja delovnega časa. Ne. Najprej smo uvedli neko neumnost, ne, in pol zdaj kot velik dosežek, pol to objavljamo, da smo zdaj to neumnost v enem velikem delu odpravili. Ne. To je, kot bi se tam malo otroci igrali. Ne. Druga stvar, jaz mislim tudi na področju davkov. Ne, pa jaz zdaj tukaj ne govorim o tem, da je ta davčna stopnja tako blazno. Ja, je visoka, ampak jaz mislim, da podjetja bi tudi to na nek način preživela, če bi bila relativno stabilna, ne, in da bi vedeli, da je ta neka perspektiva takšna, kot je. Ne. Tukaj pa ena te davčne negotovosti je toliko, da je v bistvu podjetja, kot vidimo, se selijo. Ne. To je definitivno ena stvar, ki je problematična. Imamo še celo vrsto drugih stvari na področju konkurenčnosti, kjer imamo problem, no, ampak to jaz mislim, da je ključen problem in zato tudi, da pa ne je bilo zdaj, da je to kritika samo te vlade. Tle je malo zasijala to stvar že tudi prejšnja vlada. Ne? Če se spomnite, sam navedel, Slovenija ima danes daleč največ evropskega denarja. Daleč največ. Tega po letu 2028 bo bistveno manj. Ne. Zakaj ga imamo največ? Zato, ker je bilo, prvič je bila nova finančna perspektiva za obdobje 2021-2027, pol je bil pa še dogovorjen tisti izreden finančni paket po COVID krizi, tako da mi imamo danes v bistvu dva finančna paketa. Ne. Problem je, da ta paket po COVID krizi ni bil uporabljen za stvari, ki bi šle v smeri povečanja konkurenčnosti. Zdaj nekdo bo rekel, ja pa profesori spet nekaj govorite. Ne? Takrat je bilo zelo jasno predlagano, da se ta New Generation EU, se pravi, kot pri nas je to ta načrt za okrevanje in odpornost, izkoristi izključno za povečanje konkurenčnosti, zeleno, digitalno, ampak konkurenčnosti. Ne? Javno je bilo to rečeno, preden smo začeli programirati, avgust 2020. Ne? To žal prejšnja vlada ni upoštevala in namesto tega, da bi to naredila, je naredila drugi kohezijski paket. Ne? In mi imamo danes dva kohezijska paketa, ki sta sicer fajn, ne? Mi se zelo radi vozimo po novih krožiščih, pa tako naprej, ne? Ampak za konkurenčnost je pa bilo uporabljeno ali pa se uporablja relativno malo tega. Ne? Žal. Rekli ste ta finančna perspektiva, ampak zadnjič, ko sem poslušal, so bili vsi kar navdušeni nad tem, kaj vendarle prinaša ta nova. Finančni minister je dejal, za Slovenijo bo še vedno veliko denarja, tudi Evropska komisarka, Slovenija je na pravi poti, kar se tega tiče. Pa ste na začetku pogovora tudi omenili, da tudi to podrobno spremljate, ker vendarle ste poleg. Je res manj denarja, nas mora to skrbeti, ali ga znamo dobiti? No? Tukaj je treba zdaj zelo jasno povedati. Mi v obstoječem obdobju, govorim 2021-2027, imamo en reden program, večletni finančni okvir, ne? In imamo en izreden program, ki je bil aranžiran enkrat, začasno, za reševanje stvari po krizi. Ne, tega programa od leta 2028 naprej ne bo več. Ampak bo pa na primer vojaški. Lejte, to zdaj še ne vemo. Mi imamo zdaj to, kar je trenutno na mizi, je nov večletni finančni okvir. Ne? Zdaj pa, da imate en občutek. Sedanji finančni okvir je na nivoju 1,15% bruto nacionalnega dohodka držav članic Evropske unije. Ne? To, kar je bilo zdaj dano na mizo sredi julija, je 1,26. Se pravi, je nekaj več, samo tukaj je treba zelo jasno povedati eno stvar. Ne? V to je vključeno tudi začetek odplačevanja dolgov iz naslova tega inštrumenta, ki je bil najet za reševanje COVID krize. Tega je pa približno 11-12%. Pa smo spet na to, vam hočem reči. To, kar Evropska komisija predlaga, je po obsegu podobno tistemu kot za sedanje finančno obdobje, ne? Jasno, ob upoštevanju, da moramo začeti plačevati dolgove. To je zdaj ena stvar. Imamo pa celo vrsto novih prioritet. Ne? Obramba v tej finančni perspektivi ni bila prioriteta. Konkurenčnost je sicer bila vedno prioriteta, 20 let, ampak se nikoli ni zares tangirala. Zdaj imamo pa mi na eni strani nove prioritete, pa enako denarja. Verjetno ni treba biti hudo pameten, da če hočeš ti za te nove prioritete alocirati nekaj denarja, bo treba vzeti od starih prioritet. To pa sta kere, kmetijstvo in kohezija.
Zdaj, če primerjamo samo paketa za kohezijo in kmetijstvo zdaj in za naslednjo finančno perspektivo, je to, kar je komisija zdaj predlagala, nekaj manjše, kot kar imamo zdaj. Se pravi, je manj, ampak ni dramatično manj. Novega paketa pa ni, ne? Tako da denarja bo bistveno manj, razen če se bo dogovoril nek nov paket, ampak ta paket bo pa verjetno, tako kot ste rekel, verjetno vezan na neko specifično stvar, lahko bo to, ne vem, verjetno bo, če to bo to obramba, ne. Pa še o umetni inteligenci so zelo veliko govorili. Se spomnim, da takrat je bilo tudi rečeno, da tam bo tudi neomejeno število denarja, ravno ta odpornost, ki je. Ne, lejte, tukaj je treba zdaj, če gremo malo bolj natančno, lejte, ta proračun, zdaj ta, kar je komisija dala na mizo, je približno 2000 milijard za naslednjih 7 let, od leta 28 naprej. Zdaj, od teh 2000 milijard bo šlo 860 milijard bo alocirano posameznim državam in to je to, kar so ministri pa zdaj govorili, ne. Od tega je približno 5 milijard za Slovenijo, ne. Tukaj so noter kohezija, kmetijstvo, pa še nekaj malega drugega, ne. Potem je pa zdaj tokrat, ne, en večji sklad formiran za konkurenčnost, ne, za nasloviti Dragjeve stvari in tako naprej. To je približno 400 milijard, 450, nekje 400 milijard. Ne. Zdaj to je jasno, to je pa sklad, za katerega je denar alociran in se bo delil na osnovi razpisov. In tega denarja je zdaj res bistveno več, kot ga je bilo. In zdaj to, kar sem jaz ministra razumel, ne, da je zadovoljen, da je več denarja za konkurenčnost, super, ne. Samo še dobiti ga. Sam se še dobiti ga bomo. Ne? Če je to najava, da bo tudi vlada, ne, bolj usmerjena v konkurenčnost, ne, bom jaz to zelo vesel, ker bo to pomenilo neko spremembo dosedanjega trenda glede konkurenčnosti. Ne? Tako da jaz to izjavo ministra smatram bolj v tem pozitivnem smislu, da je to neka najava boljših časov za konkurenčnost v Sloveniji, ne samo v kontekstu proračuna. Ne? Je pa treba jasno reči, ne, za ta denar tega je res zdaj precej, sam ga bo treba pol se povezati v tiste povezave, da bomo, ne, na teh razpisih solidni. Ne. Tako da, ne, ta njegova, ko so ocenjevali, takrat je bila komisarka, tukaj so se zelo osredotočili na konkurenčnost. Ne. To je res sicer fajn, ne, samo to je denar, ki je na mizi, ne, za katerega se je treba boriti. Mi imamo neke dobre izkušnje, denar za raziskave. Tukaj smo mi bili v preteklosti relativno uspešni. Ne? Upam, da bomo tudi tukaj. Čisto na začetku pogovora sem vas vprašal, kaj prebirate, kako se vi informirate. Za konec pogovora bom pa obrnil vprašanje, ker sva ves čas prepletala politiko in ekonomijo, gospodarstvo in tako pač bi moralo biti. Koliko pa vas berejo oziroma poslušajo ljudje, ki pa odločajo? Tukaj pa zdaj ciljam na finančna ministrstva, na gospodarsko ministrstvo, pa ne samo vas, da ne bom zdaj govoril, kot da ste edini v tej državi, ampak vendarle, koliko pa se posvetujejo slovenski politiki s tistimi, ki pa to, kar govorite, počnete in raziskujete in se ukvarjate s tem že desetletja? Dajte, jaz sem vedno imel stališče, da je treba pač na tistih področjih, ki jih poznaš, ne, sodelovati z vladami, če te pač k sodelovanju povabijo. Ne. Tako da jaz sem sodeloval s prejšnjo vlado, takrat, ko je COVID kriza izbruhnila, ker se mi je zdelo, da je to res izredna situacija in takrat je bilo stvar res preživetja, se mi je zdelo prav, da če te pač povabijo, da to pač pomagaš. Tukaj je bilo, jaz bi rekel, tudi sem član tega strateškega sveta za makroekonomske stvari. Ta svet je bil ustanovljen sicer že kar precej kasneje, kot se je vlada vzpostavila, tako da ne, jaz nisem čist siguren, zakaj je bil sploh vzpostavljen. Koliko se ta svet, bi rekel, posluša, si pa lahko sami ustvarite vtis, ker so vsi zapisniki javno objavljeni in lahko tam vidite, da je bilo na tem svetu kar dano veliko raznih priporočil, ne, relativno malo jih je bilo pa pol tudi realizirano, ne. Za različnih stvari, jaz sem za nekatere stvari tudi sam dajal tudi pismene dokumente, ne. Bom kar omenil enega, eden je bil vezan, jaz sem bil takrat izrazito proti tistemu zakonu o popoplavni obnovi, ki je bil, ne, zlasti zopet v kontekstu gospodarstva. Zakaj? Ne? Če se spomnite, tisti zakon je temeljil na dodatnem obdavčevanju gospodarskih subjektov, ampak ta zakon je temeljil na neki predpostavki, da bomo mi to sanacijo zelo hitro naredili. Ne? Če ti to naredil v 3 letih,
pol je res mogoče potrebno dodatna sredstva generirati na ta način. Ne. Moje stališče je bilo, da ni realno, da se te stvari naredijo tako hitro, ne zaradi denarja, ampak zaradi drugih stvari. Če imaš pa ti časa 5, 6, 7 let, potem lahko pa bistveno več stvari narediš lahko na odhodkovni strani. Ne. Moj argument je bil, da ne bi bilo potrebno dodatno obremenjevati gospodarstva. Ne. To je bilo pismeno narejeno, to je bilo predstavljeno na svetu, ampak ne, ta stvar ni bila sprejeta. Zdaj je stvar že jasna, ne? Stvar bo trajala del časa, ker je logično. Ravno sem želel reči, imate pa prav, ker so ravno včeraj povedali, da smo 2 leti po poplavah na polovici, kar se tiče. Sej logično, tako da hočem reči, denar ni bil problem. Ne? To je recimo ena stvar. Zdaj, glede čitanja bi pa tako rekel, ne? S kolegom Avblom, ne? Sva skozi pomlad pripravila en dokument, kjer sva v bistvu analizirala, kaj so scenariji za razvoj Evropske unije in kaj to pomeni za Slovenijo. Ne. Tudi ta dokument je bil predstavljen na strateškem svetu. Ne. Pol je bil pa objavljen v identični obliki v sobotni prilogi maja. Ne. In med drugim sva zelo imela veliko dilem, kje to objaviti, da bi bilo to čim bolj, da rečem tako, ne, ker namen članka je spodbuditi diskusijo. Ne. Moram vam reči, da je bilo diskusije relativno malo. Ne. Je pa ena recimo od stvari, ne, kot sem razumel, se tudi v tem klubu ukvarjate z njo, mi da se tam predlagala, da če Slovenija, ne, da bi Slovenija v kontekstu tega, kar se dogaja v svetu, mora narediti nek nov strateški dokument, ne, kako se pozicionirati v tem, ne, ker brez tega, ne, na področju konkurenčnosti in tako naprej ne bomo resno preživeli. Ne. Tudi to, kot rečeno, je bilo predstavljeno na tem svetu za makroekonomske stvari, ne, ampak brez nekega resnega odziva. Ja, vam pa hvala lepa, da ste vseeno si vzeli še enkrat čas, da sva prediskutirali veliko stvari, je bilo zelo zanimivo. Je dobro poslušati ljudi, ki imajo malce širši uvid, tako da se vam zahvaljujem za vaš čas, pa že zdaj vabim, da bo ponovila, ne vem, čez pol leta, ko bo Trump že drugič popravil kakšne napovedi in dile, ki jih sklepa, prav? Ja, hvala lepa za vabilo. Hvala. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami. Verjamem, da ste izvedeli marsikaj zanimivega, predvsem pa, da ste dobili še kakšno znanje, ki še kako koristi v tem kontekstu, v katerem času, katerega zdaj živimo, kajti vsak dan se zdi, da se nekaj novega dogaja, če pa morda malo več vemo, je pa lažje kaj razumeti. Hvala, do naslednjič. SBC intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.